Ja, in lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli nazaj. Moje ime je Andrej Breznikar in sem danes v vlogi moderatorja te zaključne okrogle mize in pa diskusije. Kot rečeno, je namenjena tako udeležencem v dvorani, kot vam, ki ste prisotni preko spleta. Zdaj, mislim, škoda bi bilo, da takšen posvet, da se konča brez neke sklepne diskusije glede na temo podnebne spremembe in biogospodarstvo, izzivi in priložnosti slovenske gozdno-lesne verige. In sicer je ta okrogla miza namenjena predvsem temu prehodu v gozdno-lesno gospodarstvo v Sloveniji, kakšni so ti izzivi, o katerih smo danes že govorili, in pa predvsem priložnosti slovenske gozdno-lesne verige. Kot smo že uvodoma napovedali, smo šli od semena preko drevesa, pa na koncu smo govorili o končnem izdelku, o lesenih izdelkih, tako da smo povzeli vse aspekte biogospodarstva. Velja pa še na koncu povedati tudi to, da je tako prilagajanje ukrepov gospodarjenja z gozdovi in pa lesnega gospodarstva na podnebne spremembe, kot tudi blaženje in pa razvoj biogospodarstva, so trije različni vidiki, ki so med sabo izredno povezani in je eden glavnih konfliktov, ki se pojavljajo v tem kontekstu, prav ta napaka, če so strategije posameznih delov preveč ozko usmerjene. In prav temu povezovanju je pač namenjena tudi današnja diskusija in zato smo k besedi povabili tudi več strokovnjakov z tega področja, ki bodo imeli priložnost predstaviti svoj pogled na to obravnavano tematiko. In sicer bi najprej povabil kar doktorja Primoža Simončiča iz Gozdarskega inštituta Slovenije za njegov prispevek. Lepo prosim. Ja. Moram kaj prežgati ali deluje? Deluje. Se pravi, hvala za besedo, Andrej, hvala za povabilo. Sam se predvsem ukvarjam z področjem, ki se tiče poročanja, ta trenutek, poročanja o emisijah in ponorih skupaj z kolegom Boštjanom, o emisijah in ponorih toplogrednih plinov in pa gozdarstvom, spremembo rabe tal in rabo tal. To je en izmed vprašanj, s katerim se ukvarjamo, in ta je naslovljen v vseh svetovnih dokumentih, se pravi od konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah pa Pariški sporazum. In po Pariškem sporazumu smo v Evropi sprejeli tudi določene ukrepe, ki se pa prilagajajo glede, bi rekel, tudi spremembe politike in zasedbe Evropske unije. Se pravi, za novo politiko lansko leto na vrhu Evropske unije se je spremenil tudi ta odnos do tega vprašanja, se pravi, v kakšni meri podnebne spremembe, kako se boriti in ali, tukaj, ko smo ravno govorimo o gozdno-lesni verigi v Sloveniji, ali je to priložnost ali priložnost do kakšne mere. In če jaz se lahko do tega opredelim, deloma na osnovi podatkov, ki jih imamo za Slovenijo in pa nekih trendov v Evropski uniji, v Evropi, pa tudi po svetu. En izmed glavnih vprašanj, ki si ga postavljamo, ali so slovenski gozdovi in zagotavljajo ponor, se pravi, niso emitenti, že sami po sebi. In to vprašanje nas bega, pa do zdaj tega ni bilo, do leta 2014 tega problema ni bilo, po letu 2014 se je pa ta problem izpostavil. Seveda je zamik drugih horizontalnih politik malo počasnejši, in ko gozdarji ugotovimo, da gozdovi emitirajo toplogredne pline zaradi
nesreč v gozdarstvu, teh veliko površinskih po žledu, še vedno pa ostale politike, naprimer na okolju in pa na gospodarstvu, ne sledijo teh naših informacij ali pa klicajev ali pa opozoril in trdijo, da seveda, da rešitev je v gozdu in da bomo z gozdovom, še vedno obstajajo relikti tazga razmišljanja tudi v Sloveniji in tudi v tujini, da bo gozdarstvo pokrivalo naprimer promet, emisije iz prometa, kar ne drži, ker mi moramo skrbeti na eni strani za trajnost in trajnostni razvoj slovenskih gozdov in ta trajnost je mogoče, če pa dodamo tu še trajno, da zagotavljamo neke vrste, varujemo zaloge ogljika, ki so v naših gozdovih, je pa to neposredno povezano z površino gozdov in pa stabilnostjo naših gozdov. Zdaj, ker je pa element podnebnih sprememb tako odločilen, da spreminja od sestave do, bi rekel, rasti drevja pa spreminjanje teh zalog ogljika, pa to je ena neznanka, ki nas vsilijo v adaptivno gospodarjenje, kar je verjetno danes bilo že povedano. Mi smo se lotili tega z izračuni in smo želeli izračunati in imamo orodja in želeli smo si odgovoriti na vprašanje, ali so slovenski gozdovi bili po žledu in v času lubadarja in v času vetrolomov ponor ali pa emitent toplogrednih plinov. In gozd je tako, vi če pogledate sam les je les, ampak vi morate gozd kot ekosistem gledati. In kot ekosistem pomeni cel živi svet in ta celotni živi svet v gozdu daje skupaj en rezultat. Tako da naše ugotovitve so, da se je verjetno zgodilo deloma v tem obdobju 4-5 let do leta 2018, da se je tudi zgodilo to, da so bili naši gozdovi lahko emitenti. Seveda to so take povprečne številke, mi govorimo o gozdnih inventurah, ki morajo biti narejene na letni osnovi, da vidimo, kaj, če se tisto leto nekaj zgodi, moramo tisto leto izmeriti, ne čez 5 let ali čez 10. In mi smo imeli take inventure, oziroma zdaj jo imamo, če sem bolj natančen, in smo v resnici ugotavljali ta nihanja letna glede emisij. Moram pa reči, da se po letu 2018 so se stvari obrnile, veliko je vezanega na poseg in tukaj je ta stična točka za lesarji, ker se je poseg zaradi zmanjšanja sanitarne sečne zmanjšal in je na eni strani osrečil tiste, ki so videli zdaj, da se vrača ponovna sposobnost naših gozdov, onesrečuje pa tiste, ki potrebujejo les iz slovenskih gozdov. In tu je ta kompromis, tukaj je ta točka, kjer se mi moramo srečati na gozdno-lesni verigi, ugotoviti, kaj pomeni zmanjšanja sečna v bistvu na neko proizvodnjo lesenih izdelkov v Sloveniji ali in kako se lotiti in s kakšnimi politikami. To, bi rekel, je to neke vrste ozadje. Mi rečemo, kar atmosfera vidi, se pravi, tisto, kar pa vidite v poročilih, se pa tiče bolj nekih metod izračunavanja ponora slovenskih in drugih gozdov po celem svetu. Tiste metode so, tisto treba vedno za zero imati, mogoče boš ti kaj povedal o tem, ampak metode so bile take in do leta 2025 bojo take, da za Slovenijo niso idealne. Ampak zaradi zmanjšega poseka ne bomo zapadli v kakšne težave pri poročanju o ponorih, ampak ta metoda, ki je bila zdaj uporabljena in ki velja od 21 do leta 25, v bistvu ni idealna za Slovenijo. Ker prezre, da imamo mi že po naravni poti ponor in se ukvarja z relativnimi vrednostmi. Evropa nas ocenjuje z nekimi relativnimi vrednostmi, ali pa nas ponora ni. To pa ni res. Mi ga imamo. Samo, če gremo pa matematično gledati in metodološko, pa vidimo, da je tu zna biti problem. To bi jaz imel za začetek. Ja, hvala, tu je že bil zelo lepo izpostavljen ta potreba po usklajevanju različnih strategij.
Z ukrepi blaženja in pa ponora ogljika se veliko ukvarja tudi dr. Boštjan Mali iz Gozdarskega inštituta Slovenije, pa še njega prosim za njegov pogled. Ja, zdaj, kar se tiče tega, kar je omenil Primož, res je, da pač, če govorimo o obračunavanju, so to pač neke metode in za gozdna zemljišča se pač uporablja tako imenovana referenčna vrednost. To pomeni, aktualne emisije se primerjajo z neko referenco, ki je bila pač določena strani članica, ne, in potem je pač to Evropska komisija potrdila. Zdaj, ta referenčna vrednost v bistvu kaže, da če bomo sekali nekje okoli 6 milijonov ali pa celo več kot 6 milijonov, da bomo nekako neutralni, če bomo pa sekali dosti več od tega, bomo imeli pa z vidika obračunavanja emisije. Zdaj, pač ta trenutna uredba, ki pač zadeva področje rabe zemljišč in pa gozdarstva, je bila to revidirana v lanskem letu. Letos pač bodo tekla pogajanja in za obdobje od 2026 do 2030 bo prišlo tudi do spremembe v metodi obračuna in to pomeni, da ne bomo imeli več teh obračunskih kategorij oziroma bomo imeli samo tako imenovane neto emisije, tako kot poročamo v bistvu emisije za konvencijo. Zdaj, kar se tiče potencialov, jaz mislim, da v bistvu, ja, če hočemo iz naslova pridobljenih lesnih proizvodov, govorimo o kategorijah žaganega lesa, se pravi lesnih plošč in pa papirja, potem ni druge, kot da v bistvu povečamo posek. Zelo jasna je pot. Zdaj, kako povečati posek, se mi zdi, da je pač to šlo mogoče bolj ključno vprašanje, govorim seveda o dejanskem poseku. Jaz mislim, da pač posek z vidika trajnostni je pač določen strokovno čist okej. Tukaj ne vidim problema. Problem je v bistvu, kako res povečati posek v gozdovih. Vemo, da imamo pač prevladujoče zasebne lastnike gozdov in tukaj kako jih motivirati, da pač posekamo več in tudi pridobimo dodano vrednost na lesu, da pač ne izvozimo lesa. Tukaj je pač vprašanje, ki ga moramo v bistvu nasloviti konec koncev sami sebi, stroki. Zdaj, glede številka, bom rekel, tudi konec koncev, če gledamo cilje do 2030 pa do 2050, sektor bo mogel prispevati, ker je konec koncev edini sektor, ki lahko zagotavlja ponore. Medtem ko v drugih sektorjih veste, da pač kmetijstvo, industrija, odpadki, promet, emisije bodo tudi v letu 2050, hočemo, nočemo. In nekaj je potenciala, se pravi, tudi v izboljšanju drevesne sestave, se pravi, da krepimo gozdove, pa tudi, bom rekel, z vidika sprememb rabe zemljišča, kar se tiče recimo širitev naselij. Tukaj bi bili lahko bolj trajnostni, v smislu, da imamo nadomestne gradnje in da ne širimo v bistvu naselja na rodovitna kmetijska zemljišča ali pa da delamo krčitve gozdov, posebej v kmetijski pa primestni kraj. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. Zdaj, ključen centralni del biogospodarstva je v bistvu lesna industrija in pa celotna gozdno-lesna veriga. In za tega področja vabim k nagovoru še Igorja Milavca iz Gospodarske zbornice Slovenije, da predstavi še svoj pogled na to temo. Hvala lepa za besedo. Takole, če se navežem na kolega iz področja gozdarstva, bi rekel tako, da seveda v letih, ko je bil posek velik zaradi naravnih nesreč, smo doživeli tudi lesarji veliko stopnjo večje povečane predelave. Mi smo v bistvu tam med letoma 2014 do 2012 se je predelava lesa povečala za približno 50%. Šli smo iz 3,5 milijona na preko 5 milijonov. In to dokazuje, da ko je lesa dovolj,
se pravi, se tudi lesna industrija odzove. Ne? Ni tu samo, bi rekel, drugi elementi, gotovo, ampak ta se je pokazal prav v teh letih kot ključen, ne? Ker dejansko 50% praktično v 5 letih je veliko. No, in v tem vidimo en, bi rekel, dokaz vsega tega je tudi, kar jaz sem pač sledil, to so podatki Gozdarskega inštituta, da bomo verjetno v letu 2021 prvič v samostojni Sloveniji doživeli to, da bo Slovenija večji uvoznik iglavcev kot izvoznik. Prav iz tega razloga, ker produkcija je hitro narasla, zdaj se je posek spet zmanjšal proti 4 milijonom in kar naenkrat je lesa premalo. Ne? In zdaj uvažamo iz Nemčije, Češke, Italije, posod, skratka neka mantra, ki je ves čas govorila, les izvažamo, se je v lanskem letu in letos bo verjetno to še bolj spremenila. Tako da tukaj se vidi ta naša povezava in zato se tukaj lesarji seveda ne moramo drugače, kot da se pridružujemo tem, kar je gospod Mali rekel, da pač treba bo v zasebnih gozdovih ne iskati to razliko. Saj vemo, državni gozdovi so redno oskrbovani, sekani in tako naprej, medtem ko imamo v zasebnih gozdovih pa to rezervo, ki jo bo pa tudi treba, kot je bilo rečeno, tudi če želimo teh 6 milijonov doseči, je nujno. Zdaj se to multiplicira, ne? Prej je bilo bolj samo lesarji smo rabili, zdaj rabi pa tudi država, rabimo tudi zaradi obljubljenega ponora. Ne? Tako da tukaj je gotovo to res. Seveda je pa res tudi to, kar smo danes poslušali, da moramo biti pa lesarji pozorni na to, da bomo znali pa tudi listovce bolj pokoristiti. Ne? To je pa zdaj, bi rekel, tako nesporno dejstvo, da se enostavno mimo njega ne more, da enostavno listovci se širijo, iglavci ne. Ob tem, če se nam na kratko, bi rekel, omenim še, zato tudi to doglazijo tako zagovarjamo, ne? Ker se bojimo, kaj bo na jelki, kaj bo na smreki, ker mi vidimo, sej vemo, danes večina te gradnje je pač na iglavcih in jih ne bi radi čisto izgubili, ne? Tako da ta del je za nas pomemben. Drugače pa moram reči tako, no, da panoga se, glede tudi, kot sem prej omenil, se razvija, ne? Panoga dobeleži veliko rast produktivnosti, raste po številnih dejavnikih, vemo, delamo na sripu, na gradni, zdaj delamo tudi na gradni več nadstropnih, ne poskušamo en demo narediti res enega stanovanjskega bloka pametnega, ker to, kot je bilo rečeno, ne, to je bilo prej, mislim, dr. Toreli, to je naša šansa, ne, to je naša šansa, kjer lahko z nekim materialom, ki ga imamo, ki je nizkoogljičen, kjer lahko narediš poslovni model, ki je hkrati trajnosten, bi rekel, okolju prijazen, družbi prijazen in tudi bi rekel, dobičkonosen, ker ena pametna hiša, bi rekel, v vsej svoji kompleksnosti, to je kot, ne vem, kot je avto pametna zadeva, kot je računalnik, ne, in mi tam ne moramo, pri hišah pa lahko, ne. Skratka, tukaj imamo zdaj te velike ambicije in smo že prač dokaj blizu, no, s temi dogovori s stanovanjskim skladom, da tak projekt tudi izpeljamo. Tako da tukaj, se pravim, bo treba pa tudi na listovcih več delati, ker to, kar je bilo danes omenjeno, kar je dr. Toreli omenil, mi smo bili včasih drugi v stolarski industriji, ne. Danes te stolarske industrije praktično ni več, ker je naša delovna sila predraga in to je in sej tudi italijanska je propadla, ni samo naša, ne. Ampak skratka, danes pa nimamo več, ampak tam je šlo ogromno teh listovcev, ne. Polno je šlo v industrijo vezanih plošč, ivernih plošč. In tukaj na ploščah bo treba nekaj narediti, na stolah imamo manj možnosti, no, ker stolarska industrija pač zahteva veliko dela. Kakorkoli že, smo na zelo pomembnem elementu, ki pokriva 34% emisij skupaj z gradnjo preko 40%. Skratka, zdaj mi smo v tem središču in ja, želimo biti ambiciozni skupaj, seveda, ta povezava je pa nesporna, ne? Tukaj pa ni druge, kot delati to v navezi in skupaj to bitko dobivati, ki pa je težka, smo danes poslušali, novi škodljivci in to naprej, skratka, izzivov tukaj je veliko. Toliko na kratko. Hvala lepa. Zdaj, če nekako ostanemo na področju lesne industrije in pa njenem prispevku k biogospodarstvu, gotovo ne moremo mimo inovacij na tem področju in veliko se s tem ukvarja tudi dr. Andreja Kutner iz inštituta InnoRenew. Andreja je na spletu, pa bi še njo povabil k besedi.
Najlepša hvala, lepo pozdravljeni, čeprav tukaj oddaleč z vami. Upam, da ne bomo imeli težav. Super, skleda, da se je umirilo. Tako kot moji predhodniki, seveda vsi se zavedamo, da imamo v Sloveniji bogastvo, ki ga pa ne izkoriščamo še dovolj oziroma imamo mnogo priložnosti. Jaz bi en drug vidik izpostavila, seveda smo še v točki, ko govorimo, kako bomo več izkoristili v lesnopredelovalni industriji, ampak če bomo razmišljali samo o tem in ne o tem, kako bomo postavili sisteme krožnega gospodarstva in omogočili ponovno uporabo lesa po prvem življenjskem ciklu, kar se zadeva tako nekako zakonodajnih ukrepov, ki omogočajo uporabo recimo odsluženega lesa po prvi uporabi, se bomo znašli v situaciji, da kar naenkrat več ne bomo konkurenčni. Zdaj nekako v evropskem svetu se zelo veliko govori o rabi lesa, pa ne zgolj v grajenem okolju, ampak širše. Novi evropski Bauhaus je tisti, ki bo v petek objavil nekako smernice, kam mora iti razvoj v bodoče. Gozdna lesna veriga brez dvoma igra eno izmed pomembnejših vlog pri doseganju ciljev, ki si jih je tako iniciativa kot Evropska komisija zadala, in menim, da se moramo povezati in nekako najti način, kako koristno uporabiti les, tudi ostanke lesa, tako pri sečnji kot pri sami predelavi. Drugo je, kako zdizajnirati stavbe in druge izdelke na način, da vemo, kako jih bomo tudi razstavili in ponovno uporabili in pa reciklirali, kar nas vodi tudi do pomembnosti povezovanja z drugimi verigami, kako proizvesti recimo inženirske lesne proizvode na način, da jih lahko tudi razstavimo, da ne uporabljamo fosilnih virov. In seveda, če se vrnem nazaj na začetek, kako povečati rabo lesa v Sloveniji ali pa kaj narediti. Zdaj Ministrstvo za gospodarstvo in Direktorat za lesarstvo aktivno nekako se usmerja k industrializaciji sektorja, tudi na INO-Renewju skupaj z Biotehniško fakulteto in pa Deloittom smo z vključevanjem različnih deležnikov preučevali, kakšni so potencialni potrebni ukrepi, da pridemo do povečane dodane vrednosti, do povečanih količin predelanega lesa. In seveda bi lahko naštevala, kaj vse so, ampak jaz bi izpostavila eno izmed pomembnih stvari, da potrebno je iti s tehnologijo naprej, ne pozabiti na raziskave in na razvoj. Moramo biti vedno en korak pred drugimi, če želimo biti konkurenčni, ko pa je potrebno nekako zagotoviti, da bomo lahko imeli dovolj uporabnikov, je pa treba vlagati v nekako spremenjene navade končnih uporabnikov. In tukaj brez dvoma je največja priložnost pri recimo davčnih ukrepih, ki bodo spodbudili končnega uporabnika, da bo ne glede na to, da bo kupil okolju prijazen, kakovosten izdelek, si ga lahko tudi privoščil. Nenazadnje novi evropski Bauhaus pravi, skupaj za vse, se pravi vsi Evropejci in širše, če želimo priti do pomembnih ciljev, ki smo si jih zadali kot tisti, ki se zavedamo pomena podnebnih sprememb. To na kratko, mogoče malo široko, ampak gotovo se bo diskusija naprej še razvila kasneje. Tu se pač vidi, kako je ta spekter različnih ukrepov pri tem prehodu v krožno biogospodarstvo, kako je ta spekter širok. Če zdaj ostanemo na nek način na področju rabe lesa,
prosim za besedo še doktorja Sergeja Medveda iz Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, oddelka za lesarstvo. Tudi dr. Medved se nam bo pridružil preko spleta. Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj in najlepša hvala za dano besedo. Moji predhodniki so kar nekaj ključnih izhodišč postavili za to, kar bi pač pravzaprav jaz želel povedati. Veliko se je govorilo o rabi lesa, izkoriščanju lesa, veliko se je govorilo o možnostih ali pa priložnostih. Pri tem se je velikokrat dejansko tudi zaustavilo pri samem osnovnem izhodišču, kaj narediti z lesom. Tukaj načeloma, ko govorimo o masivnem lesu, niti ne vidimo tako velikih izzivov, ampak veliki izzivi nas pa čakajo oziroma se pojavijo, ko začnemo govoriti o izkoriščanju manj vrednega lesa ali pa bomo rekli v bistvu lesa nizke kakovosti, lahko rečemo lesa ostankov mizarskih, žagarskih obratov in pa ne nazadnje tudi ostankov posečnih. Na te pravzaprav pozabljamo in te smo nekako potisnili na stran. Velikokrat se v bistvu nasplošno govori, ja, sej v najslabšem primeru ali pa bomo rekli v takem primeru bomo pač uporabili kot energent. Tukaj bomo rekli, ja, če gledamo z vidika narave, ga lahko uporabimo kot energent in seveda bomo rekli, naredimo tudi nekaj koristnega, ampak ne verjamem pa, da se vsi skupaj strinjamo, da bomo nekaj gojili 30 let, da bomo na koncu uporabili zgolj kot vir energije. No in tu se pojavljajo pravzaprav ogromne priložnosti, ki so bile dejansko danes že nekako deloma orisane ali pa predstavljene. In sicer ta manj kvaliteten les, oziroma bomo rekli, kar lahko rečemo lesni ostanki, ker konec koncev lesarji pravzaprav težko govorimo o odpadkih, ampak večinoma govorimo o ostankih, ker tisto, kar ostane pri predelavi neke surovine, uspešno lahko predelamo v nek koristen proizvod. No in dejansko čar lesa je pravzaprav v vsej njegovi lepoti. To, kar je moj predragi profesor Torelli omenil. Les je lep za svojo čudovito teksturo, ampak pravzaprav jaz pravim, da les postane lep, ko ga dejansko jaz dobim v roke. Takrat, ko začnemo govoriti o lesnih ploščnih kompozitih, takrat, ko dejansko naredimo nekaj iz tistega drobnega ostanka, ki se bi lahko mogoče valjal celo po kakšni delavnici žagarskih obratov. Torej govorim o kompozitih, iverkah, vlaknenkah, furnirnih ploščah. To ni samo priložnost za izrabo manj kvalitetnega lesa, ampak je tudi priložnost za izrabo, danes že kar nekajkrat omenjeno, trdih listavcev, bukovine, za njegovo revitalizacijo. Pravzaprav meni se kar včasih hecno zdi, ko začenjamo govoriti o revitalizaciji lesa, ko bi v bistvu njegova kvalitetna izraba oziroma celostna izraba pravzaprav mogla biti naše vodilo. In moja predhodnica je lepo omenila, da v bistvu včasih niti ni pomembno, ali dejansko znamo narediti več, ampak je bistveno pomembneje, ali znamo narediti bolje, ali znamo v bistvu koristneje uporabiti celotno surovino. No in ko govorimo o koristni rabi, dejansko tukaj pridemo do iverk, vlaknenk, OSB plošč, furnirnih plošč. To so materiali v bistvu dejansko, katere danes si pravzaprav ne znamo predstavljati življenja brez njega, pa zelo hitro znamo reči, da so to tudi nepotrebni materiali. Ampak jaz se ne strinjam s tem. Dejansko, če pogledamo vse te materiale, lahko uporabljamo oziroma jih uporabljamo, tako za izdelavo pohištva, kakor tudi za izdelavo zahtevnih konstrukcijskih elementov. No in vse to skupaj uporabljamo 10, 20, 30, 40, 50 let. In konec koncev, če govorimo o več desetletni uporabi, to pomeni, da smo prihranili ne samo les oziroma visoko kvaliteten les, ampak smo pravzaprav naredili lesne proizvode dostopni široki javnosti. In vsi pač naenkrat postane vse to vsem skupaj tudi dostopno. No in ko se govori v bistvu o končanju življenjskega cikla enega proizvoda po 10-15 letih, pravzaprav s tem se ni končala njegova življenjska doba, ampak se je v bistvu začela na novo obnavljati, kajti vse te proizvode lahko predelamo oziroma jih nekako preoblikujemo v nove proizvode, ali pa bomo rekli mogoče celo v istega, iverno ploščo.
Torej delamo na reciklaži in dejansko s tem počasi dejansko gradimo na celostnem krogu oziroma, bomo rekli, na krožnem gospodarstvu. Tako da, jaz bi zaključil z besedami mojega dobrega prijatelja Marka Earla, ko je rekel, prihodnost je v kompozitih. In jaz se z njim dejansko v popolnosti strinjam, kajti če lesnih plošnih kompozitov ne bi iznašli pred 100 leti, bi jih dejansko morali danes, ker konec koncev veliko surovine ostane neizkoriščene in tukaj v Sloveniji v bistvu dejansko v izkoristku tega manj kvalitetnega lesa. Znali smo to izkoristiti, ampak je čas, da ponovno revitaliziramo in ponovno odkrijemo te materiale. Hvala. Hvala lepa, dr. Medvedu, za tale prikaz priložnosti na področju lesne predelave in pa uporabe lesa. Zdaj, biogospodarstvo seveda temelji predvsem na aktivnih ukrepih, ki so trajnostno, predvsem pa sonaravno naravnani. In verjamem, da bo to tudi tema naslednje predstavitve, in sicer dr. Dušana Pluta, ki je član Sveta za varovanje okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. In dr. Pluta, kar prosim za besedo. Hvala lepa. Me veseli, da se to sodelovanje tudi na osebni ravni nadaljuje od pokojnega profesora Mlinška, profesor Anka, zdaj z Hojko in s profesor Torelijem, tako da tudi preko številnih komisijah, magisterijih, doktoratih, ki sem sodeloval za gozdarje, poznam in brez lažne skromnosti lahko rečem, da zelo cenim vaše delo. Predvsem zaradi tega, ker tudi to, o čemer se zdaj pogovarjamo, je pravzaprav ena inovacijska, civilizacijska novost, to se pravi upoštevanje sonaravnosti, zdržnosti, večnamenskosti, kar bo pravzaprav vodilo za to, ali bomo sposobni v tem izjemno pomembnem civilizacijskem trenutku, ko menjamo energetsko osnovo človeštva. To je samo 2 prehoda sta bila taka v zgodovini. Agrarna revolucija, industrijska revolucija in zdaj smo pred 3. in mislim, da ima Slovenija tudi na dejstvu, da poznamo te sonaravne prakse, da smo jih pravzaprav stoletja preko varovanja slovenskega gozda ohranjali, da imamo tukaj izjemno veliko prednost. To je, bom rekel, prva, če dovolite, kot geograf bo malo bolj široko, se najbrž ste me za to tudi povabili, ne, Hojka. Druga stvar, ki je bi želel počrtati, je dejstvo, da končno prihaja na globalni, predvsem pa na evropski ravni, do zelo, bom rekel, pomembnega premika. Namreč, da se ekosistemske storitve v različnih oblikah pojavljajo kot pomembna strateška sestavina in kot pomemben razmislek na področju gospodarstva. Prvič se to dogaja, da dobivajo naravni viri, če tako rečem, da dobivajo tudi ekosistemsko vrednost, ki je žal, poudarjam, žal v celoti ne moremo pretvoriti v tržne vrednosti, vemo pa, da so izjemno velike. Če jih bi znali ovrednotiti, se bi verjetno pokazalo, Konstanca, prej sva se pogovarjala o tem, gospod Simončič, na kratko o tem, izračuni ekonomskih storitev za tiste storitve, ki se dajo tržno vrednotiti, to so sodelovali ekološki ekonomisti, gozdarji, geografi, več kot 100 strokovnjakov, je izračunalo, jaz bom ta podatek povedal, pa vas prosim, da me ne vlečete za jezik potem, glede metodologije, je izračunalo, da je skupna vrednost ekosistemskih storitev
če jih bi nadomestili s tehnološkimi inovacijami in s tehnološkim reševanjem tega problema, da je skupna vrednost dvakrat večja, kot je globalni bruto družbeni proizvod. Ali drugače povedano, da je naša trenutna ekonomika in gospodarsko ocenjevanje, kaj se splača in kaj se ne splača, z ekosistemskega vidika zelo invalidna. Zelo invalidna. Ne bom predolg, da se ne boste ustrašili, da bom zdaj ostal tukaj. Slovenija. Prvič v zgodovini ima Slovenija veliko prednost pred številnimi drugimi državami sveta. Če to ni veljalo za rude, če to ni veljalo za fosilna goriva, zdaj to absolutno drži. Naredil sem ene izračune, kjer sem države sveta, predvsem pa države Evropske unije, poskušal razvrstiti po naravnih virih na prebivalca in potem, kje se Slovenija nahaja. Zdaj pa pogledajte samo ekosistemske storitve. Gozd, recimo, da rečemo 57-58%, ni zdaj to pomembno, ker je tudi malo od metodologije odvisno. Lesni prirast, lesne zaloge, več kot 300, koliko 350, koliko bi zdaj rekli? 330. No, torej na kubikov na hektar. Skratka, mislim, da ni treba nič poudarjati, kje se nahajamo. Vodni viri na prebivalca, glede na to, da imamo nadpovprečne padavine, kakorkoli zdaj o tem razmišljamo, absolutno imamo prednost na prebivalca z internimi vodami, pa še tranzitne dobivamo, skratka, še en velik plus. Minus, ki se pojavlja, je seveda hrana. To je minus, ampak če pogledamo razmerje kmetijskih površin za leto 1960, ko smo imeli v povprečju nekje 80 do 90% samooskrbo s hrano, potem se najbrž tudi gozdarji strinjate, da če bi tisto, kar so bile nekoč kvalitetne kmetijske površine, se povrnile ponovno nazaj v kmetijske površine, bi lahko tudi to nekako, bom rekel, pokrili, ne pa seveda v celoti. Še bi lahko našteval samo še tole, poglejte, kje jaz zdaj vidim to veliko domačo nalogo. Domačo nalogo v tem trenutku na področju gozdno-lesne verige vidim predvsem v tem, kakšna bo vloga gozdnih ekosistemov pri pokrivanju mednarodno sprejetih obveznosti Slovenije o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov oziroma, kar se mi zdi zame bolj pomembno, o neto emisijski bilanci, kjer bo izjemno pomembna vloga gozda kot ponora ogljikovega dioksida. Zelo sem bil, bom rekel, skoraj žalosten, če lahko to besedo uporabim, ko sem pogledal nacionalno-energetski podnebni načrt in vaše tudi rezultate o tem, kaj se je z ponori zgodilo predvsem po teh hudih vremenskih nesrečah. Ne? Pogledal sem podatke o tem, da je Slovenija, mogoče niso čisto moje podatke najboljše, pa zato vas bom prosil tudi za pomoč, da so bile tam nekje okoli leta 2010 ocene o ponorih so se gibale okoli 7 milijonov ton ogljikovega dioksida. Bo držalo približno v nacionalno-energetskem programu oziroma načrtu pa je bilo zapisano, da so, ker je bilo izdelan tam, so se upoštevali te podatke ravno v tem obdobju, ko so bile te ponore najnižji, me je zelo zaskrbelo, ker je bil tam podatek nič.
In upam, ja, nič je bilo napisano, oziroma celo minus 0,1 se ni zdaj, te številke sem hotel tudi matematiko študirati, sem malo čuden med geografijo, tako da se oproščam, če jih preveč uporabljam. Skratka se je pokazalo, da te ponorne funkcije ni in zdaj me veseli, da vaše, bom rekel, novejše raziskave kažejo, da se končno zopet ta funkcija spostavlja. To se pravi, ena stranica so ponori oziroma ekosistemske storitve, ki še nimajo cene in bodo izjemno pomembne. Na drugi strani je pa seveda gospodarska izjemno pomembna, poudarjam, izjemno pomembna gospodarska funkcija gozda, ki jo jaz vidim v dveh poljih. Prvo je seveda material kot takšen, drug pa ne tako zanemarljiv, vem, da ne boste najbolj navdušeni s tem, ampak glede na skladnejši regionalni razvoj, glede na dejstvo, da je gozd relativno, bom rekel, prostorsko razpršen po Sloveniji, bo izjemno pomembna tudi v bodoče njegova energetska funkcija, seveda v podrejeni fazi glede na materijale. Jaz vas prosim, da to funkcijo ne zavržete, bom rekel, v celoti, ampak da seveda tiste slabše kvalitete in ostanki in tako naprej se uporabljajo predvsem za daljinsko ogrevanje. Če želi Slovenija doseči cilje Evropske unije na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, mora na eni strani maksimalno se potruditi, da poveča ponore, predvsem v gozdnih ekosistemih, in na drugi strani, da v določeni meri kritje obnovljivih virov energije v Sloveniji, ki ima toliko in toliko lesa, kljub samo, jaz pa mislim, da Slovenija mora to, da zmore to, da upravlja tudi to energetsko funkcijo. Se oproščam, če se bi mogoče malo predolg, kot vidite, zdaj ne predavam na fakulteti in seveda z veseljem izkoriščam priliko. Hvala. Deformacija je prisotna. Malo za hec, tako malo pa tudi res. Hvala dr. Plutu za ta pozitivno optimističen okvir biogospodarstva in pa vloge gozdno-lesne verige v njem. Omenil je tudi energetiko in pa energetsko rabo lesa, ki tudi ni zanemarljiva, poleg seveda proizvodnje materijala in pa izdelkov. In naš zadnji sogovornik v tem delu je profesor dr. Janez Krč, ki je tudi član Sveta za energetiko pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Dr. Krč je z nami po spletu, pa tudi njega prosim za njegov prispevek. Ja, hvala lepa vsem skupaj, vsej eminentni družbi. Hvala za povabilo na povabilo predsednika našega sveta. Zastopam tukaj barve Sveta za energetiko, kot pa veste, sem po osnovni izobrazbi oziroma tudi sam delujem v gozdarstvu in moj prispevek v Svetu za energetiko je povezan predvsem s tem, da podajam osnove za oceno potencialov, ki zaenkrat ki ga les tudi kot energent ima v shemi obnovljivih virov oziroma kot del tudi celotne energetskega potenciala v Sloveniji. Veliko je bilo že povedanega, tudi to, kar sem jaz pripravil, bom poskušal samo nekatera poudarke dati, da ne bom predolg. Zagotovo, če analiziramo pomen pa težo različnih rab lesa, veliko smo slišali seveda o lesu kot materialu in tukaj je nedvomno to prvenstvena raba. Kot vemo, da je, in je omenil že kolega Medved, da je 100 let gojiti nek gozd in ga potem drevo in ga potem skuriti je zagotovo ni najbolj pametno dejanje. Vendar pa tudi že omenjeno moram poudariti, da so vsaj 3 vidiki energije pomembni tudi s procesi na gozdno-lesni verigi. In prvič ta, da les kot material potrebuje bistveno manj energije za pridelavo, omenjene tudi ekosistemske storitve strani
dr. Pluta, in predelavo in tudi pridobivanje kot pa drugi konkurenčni materiali. Potem tudi strani kolegice Kutnerjeve danes je bilo že omenjeno, da ima les več življenjskih ciklov in eden izmed zadnjih oziroma zadnji cikel je lahko tudi seveda tisti energetski, ki ga potem tudi s pridom izkoriščamo. Ne moremo pa tudi mimo realnosti, da po podatkih Gozdarskega inštituta je trenutno kar 69% okroglega lesa listavcev trenutno predelanega v energetske namene. Torej, imamo kar velik delež v ta namen izkoriščen in zagotovo se je treba vprašati, kako bo to tudi v prihodnje in kako bi to učinkovitost lahko še izboljšali. In zagotovo se z klimatskimi spremembami spreminjajo razmerja, kot smo danes v predstavitvah videli, spreminja se razmerje drevesnih vrst, spreminjajo se tudi struktura pridobljenih sortimentov, narašča delež pridobljenih listavcev, tudi lahko slabše kvalitete, tudi zaradi tega, ker bomo prišli k večji realizaciji sečenj, večji realizaciji, upam, tudi negovalnih pa varstvenih del, in zaradi tega je nujno, da spodbujamo tudi rabo in razviti take materijale, take nove materijale, kot je bilo že omenjeno, kjer bomo uporabljali lahko to lesno maso. Seveda, če smo pa tukaj na področju energetike, ne moremo mimo usmeritev, ki jih ima nacionalni energetski in podnebni načrt. Bil je sprejet tik pred krizo, korona krizo. Ta predvideva sorazmerno majhen odstotek dviga obnovljivih virov energije, torej iz 25 na 27% delež obnovljivih virov v energetski bilanci v končni rabi, in delež lesne biomase ne bi se pa dejansko zaradi učinkovite rabe in pa drugih obnovljivih virov tudi zmanjšal v prihodnosti. Seveda ne na vseh sektorjih, enako, zato so glavne usmeritve tudi nacionalnega energetskega programa tudi da se delež slovenskega lesa predela v čim višjo dodano vrednost, da se krepijo verige in seveda, da potem tovrstne izdelke potem v energetske namene predvsem uporabljamo kot neke vrste stranski proizvod, ki lahko izboljšuje ekonomiko lesno predelovanih verig. Ne smemo pa seveda pozabiti, da kurjenje lesa ima tudi negativen vpliv na okolje, tukaj predvsem mislim na emisije prašnih delcev in tako kot je profesor Plut povedal, seveda je veliko prizadevanj usmerjeno v soproizvodnjo toplote, hladu in električne energije v tehnološko sodobnih sistemih daljinskega ogrevanja. Zdaj, če za konec res samo poskušam izpostaviti, kje osebno vidim največje spremembe v prihodnosti, pa tudi povezane z podnebnimi spremembami, to so naslednje, da se možni poseg povečuje in tukaj gre zaradi sestojnih struktur, bo prišlo do povečanja, podatki kažejo seveda, da bo v prihodnosti ta lahko dosegal tudi 80% prirastka. Potem tudi omenjeno, da upajmo, da bo gozdarska stroka uspela tudi povečati izvedbo največjega možnega poseka, omenjenega v zasebnih gozdovih, da je vrstna struktura gozdnih sestojev bo usmerjena v povečan delež listavcev, da imamo danes nove tehnologije, digitalizacije, evidentiranja in pristopa k lastnikom gozdov, tudi nove načine trženja, dražbe in na ta način tudi upam, da bo do vsi ti nova orodja pripomogla k večjemu deležu varstvenih in negovalnih del in s tem tudi večjemu deležu takega lesa, ki je primeren pač na koncu ali pa tudi že v vmesnih fazah pridobivanja lesa za energetsko izrabo. Na koncu bi omenil še trenutno situacijo, veste, da gre za rast cen energentov, da tukaj grozi energetska revščina, kako se bomo tukaj pomeni pritisk na naše gozdove, zagotovo se moramo s tem tudi spoprijeti.
in pa da s pomočjo ujm, tudi danes so bile že omenjene, destabiliziramo trg in veste pa, da če je destabiliziran trg, to pomeni tudi pritisk na cene tovrstnih elementov. In pa z ujmami povezane, vemo, da ujme močno spremenijo strukturo lesnih sortimentov, da se povečuje delež poškodovanega lesa in s tem primernega morda edino le za energetsko izrabo. Nastanejo tudi lahko veliki presežki lesa, ki jih je treba dejansko uporabiti. Skladiščenje je lahko zelo drago in posledično, če se gozdove ne saniramo, tukaj lahko pride do napada sekundarnih škodljivcev, to se pravi posredni škod, in raziskave v tujini kažejo, da so te lahko še bistveno večje kot pa primarne škode po ujmah. Tukaj bi jaz svoje izhodišča zaključil in se še enkrat zahvalim za povabilo. Hvala lepa. Janezu Krču tudi za njegov pogled v ta energetski del gozdno-lesne verige. Na tak način smo povzeli celotno verigo od, kot smo že na začetku povedali, od semena do lesnega izdelka. In glede na zelo kompetentne strokovnjake, tako tukaj v dvorani kot na spletu, je pač priložnost, da si izmenjamo še kakšno izkušnjo v tej zvezi, pa bi povabil tako udeležence v dvorani in pa udeležence na spletu, da dodajo še svoj pogled na obravnavano tematiko. Lahko kar z kako rokco gor, zdaj smo se že to zelo navadili, ne glede na to, da je epidemija, da so razmere pač take, da se moramo pogovarjati na ta način, je pač na tem, da tudi te razmere izkoristimo za izmenjavo mnenj. Ja, prosim, dr. Humar. Torej, jaz se strinjal z večino sogovornikov, kar je bilo povedanega. Mogoče bi pa samo pozoril na ta zakonodajni paket, ki je bil že večkrat omenjen, Fit for 55, torej ta bo v veliki meri omejeval, torej ne bo več tako stimuliral energetske rabe lesa, kot je bila mogoče, oziroma vse večje energetske naprave ne bodo več podprte. Tako da tudi tukaj bo se lahko nihalo malenkost premaknilo in mogoče bi samo še tudi pojasnil, ker je mogoče že kolega Medved tudi povedal, ampak večina lesa, ki je primernega za energetsko rabo, je primernega tudi za predelavo kompozite. In ena od neizkoriščenih priložnosti v Sloveniji je ravno ta, ko smo zaprli tovarno ivernih plošč v Tiškem vrhu. Recimo ena od idej, možnosti, recimo, kako bi lahko več ciljev dosegli z enim samim je, če bi pričeli s proizvodnjo lahkih ploščnih kompozitov, ki so primerni za izolacijo. S temi ploščnimi kompoziti, izdelanih recimo z lesa manj vrednih lesnih vrst, v narekovajih manj vrednih, da se razume, bi lahko uporabili za energetsko sanacijo obstoječega gradbenega fonda, s tem bi zmanjšali pritisk na energijo, povečali bi bivanjsko okolje in dosegli bistveno več ciljev, recimo, kot samo recimo z enim takim ostalim ukrepom, recimo kot je samo uporaba lesa v energetske namene. Delo pri tem bi dobila verjetno slovenska podjetja, zato ker gre za recimo tehnološko, kljub vsemu manj zahtevne prenove objektov, znanje bi ostalo doma, kapital bi se akumuliral, izkušnja bi se akumulirala in bi se recimo tudi preko tega lahko sprožil recimo nov investicijski cikl. To je recimo ena od možnosti za porabo recimo domačih lesnih vrst in v bistvu dvig življenjske ravni prebivalstva, ker je pa tudi v končni fazi eden od ciljev vseh teh ukrepov. Hvala lepa, dr. Humar. Ravno takšni podobni inovativni preboji so tisti, ki gradijo biogospodarstvo v prihodnosti in so zaradi tega izredno pomembni. Zdaj ima še kdo od referentov kak dodatek k temu, kar smo že danes povedali? Prosim, doktor. Ja, jaz imam eno, ker pač cel dogodek gledam pred seboj tudi naslov današnje prireditve, podnebne spremembe, ta prvi del,
Morda zdaj smo govorili v bolj nekem stanju, ki je. Ne. Podnebne spremembe so dinamične, ne, in v bistvu nas vsako leto hitreje predstavljajo pred neke nove izzive. In vse to, kar govorimo, je res mogoče za danes, ne vemo pa seveda, kako se bodo stvari obrnile jutri. In če se bojo pohitrile te podnebne spremembe, oziroma da bo ta proces hitrejši, bomo pred nekim novim stanjem. In zdaj, ali to pomeni, da bomo imeli 10 milijonov kubikov lesa na tleh, v ekstremnih dogodkih, ali kaj. Videli smo, imeli smo vajo, jaz bi to skoraj rekel, ne veste, skupna vaja, ko smo doživeli ta žled, ki nas je v bistvu prisilil nekega udobja, in smo mogli odreagirati. In v tem trenutku, takrat, ko smo imeli ta žled, smo šli, naprimer skupina gozdarjev, smo šli v Nemčijo, kjer smo govorili s kolegi Nemci, ki so doživeli 2 do 3 take epizode, Lothar in podobne neurja v Nemčiji in pa v Švici na tem meji. No, oni so nam vse predstavili, kakšni so bili koraki in kaj v bistvu je treba postoriti v primeru nečesa, kar se pričakuje, da se bo zgodilo. Druga stvar, danes smo slišali o škodljivcih. Ničesar ne vemo, če se bo slučajno razvila, pojavila nova bolezen, ki do zdaj pri nas ni bila prisotna in bo uničila velike površine gozdov, oziroma da bo degradirala tukaj velike površine. Tako da jaz mislim, da včasih dobim naprimer odziv se strani naših kolegov, ki odločajo o razdelitvi sredstev za raziskovalno dejavnost. No, saj to ste pa že vse podnebne, pa ste preučili, pa ste to polno naredili. Ne, ni res. To je kontinuiran problem, ki se vedno bolj povečuje in zahteva vedno večje vlaganja v raziskave, spremljanje tega, pa tudi potem praktična dognanja, da v praksi lahko nekaj izvedemo. Tako da mislim, da se bi morali poudariti, da potrebujemo veliko pozornost po energijo usmeriti v ta del in moramo izobraževati vse, ki v teh procesih sodelujejo. Ker mi se srečamo za kolegi ali gozdarji ali komorkoli lesarji, ki v bistvu tega niti ne sprejemajo, niti ne dojemajo te realne nevarnosti. In zato mislim, da je ena izmed pomembnih ugotovitev ali pa nekih, da v te gozdno-lesni verigi zaradi same dinamike tega potrebujemo izjemno veliko vlaganja v razvoj, raziskave in pa potem tudi strokovno implementacijo tega. Na vseh nivojih, od otroka do gozdarja tik pred upokojitvijo in pa tudi upokojencev. Tako da, ker to so nove zadeve in nova razmerja, novi izdelki, mogoče lesni, mogoče pa to pa se, ker danes razmišljamo in bomo mogli nekaj drugega. Pa še nekaj, na slovenskem je tradicija, da se na podeželju pa tudi kje drugje gremo za lesom. In zdaj za nekimi takimi, bi rekel, abstraktnimi EU ureditvami povedati nekomu, ja, veš, pred hišo imaš les na tleh, ampak ga ne smeš uporabiti za kurjavo, zato ker uredba ali direktiva tega ne dovoli, je, bi rekel, nesmiselna. Kakor je nesmiselna uredba, naprimer, koliko moramo mi sekati. Če mi hočemo obdržati dolgoročno gozdove, bomo morda morali pomladiti gozdove. Morda. In bomo mogli povečati navkljub povečanim emisijam. In to bomo pa narediti zato, da bomo imeli naslednjih 50 let relativno stabilne gozdove. In to, mislim, na to je treba pozoriti tudi rekel, in kolege v Evropi, ki delajo te politike, da neka realno stanje, v bistvu, kaj so prioritete. Če je, profesor, vi ste rekel, da pač imamo gost, v bistvu imamo vodo, imamo ljudi, pa imamo, naprimer, malo kmetijskih površin, ampak če hočemo mi ta gost obdržati in to vodo obdržati, bomo v bistvu veliko vlagati v gozdove. Absolutno. Rečemo, da gozdovi sami rastejo, ampak vemo, da bi mogli vsaj 10 milijonov evrov vlagati letno v obnovo oziroma v investicije v gozdarstvo. V gozdove, ne v proizvodno, ampak v gozdove. To bi jaz dodal že iz samega naslova današnjega srečanja. Mislim, da je treba to dinamiko nekako kalkulirati in predvideti in v naše načrte pametno umestiti.
Tako, to bi tudi mogoče bilo dobro izhodišče za zaključek današnjega srečanja. Vidimo, da je nedoločenost tega sistema in pa tudi predvsem, da je rdeča nit podnebnih sprememb v bistvu porušeno ravnotežje in pa nedoločenost prihodnih stanj in s tem se pač moramo na ustrezen način proti tem boriti. In verjamem, da k temu prispevajo tudi podobni posveti, kot je bil tale danes. Še kakšna zaključna beseda? Ja, hvala lepa. Se boš še ti vsem zahvalil. Mislim, da smo danes res slišali cel pregled, v bistvu od, tako kot smo rekli, od semena do izdelka in pol do energetike. Prav bi bilo, da posvet ne izpuhti med nami in zaradi tega bi prosila, da vse predavatelje in vse diskutante, da pošljajo na naslov Katja Kavčič-Sonnenschein na njen mail vsak po ene 3 stavke, highlights reče, a ne? 3 stavke tistega, kar bi v zaključno sporočilo za javnost pripravili. Potem se bomo pa moderatorji k temu usedli, ne? Andrej, Dušan, profesor Torjeli, pa jaz. Pa bomo poskusili primerno oblikovati ta zaključek. V bistvu lahko sta 2 zaključka, ne, en za splošno javnost, za časopis, recimo Delo, in enega za Gozdarski vestnik. Recimo zdajle, do konca tedna, ker drugače bomo vse pozabili. Hvala lepa in pa res lepa hvala tudi vsem, ki ste se danes potrudili, da je tole srečanje kljub omejitvam potekalo tako tekoče, vsem predavateljem, referentom na okrogli mizi, organizatorjem, tudi tehnični pomoči. Predvsem pa se na koncu želim zahvaliti v prvi vrsti prirediteljem, to je 4. razred za naravoslovne vede in pa Svet za varovanje okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Gozdarskemu inštitutu Slovenije, potem vsem tistim programom, ki so podprli današnje srečanje, in sicer to je projekt LifeGenMon v okviru programa Life, potem javni gozdarski službi tako na Zavodu za gozdove Slovenije in pa Gozdarskem inštitutu in pa predvsem programskim skupinam, ki jih je več, jih ne bom podrobno našteval, ampak nekaj je že bilo danes predstavljeno. In sicer ti razvojni in raziskovalni projekti, ki se sofinancirajo strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije. Ne nazadnje še mogoče ostalim udeležencem, ki so pač prispevali k zaključkom tega posveta. Predvsem pa vam za pozornost, tako vam v dvorani, kot pa sodelujočim preko spleta. Hvala lepa in se vidimo na naslednjem podobnem posvetu.